Snemamo. In to na kakšen dan? Kje boste fuzbol gledali? A jaz nisem na tega mislil. V avtu ga bomo gledali. Ja, odbojkarji grejo na olimpijske, ne, bravo, Dončić ni prvak lige NBA, škoda, ampak bravo za finale. Več se reče prihodnjič, je rekel Magnifico Čančar. novega koncerta. Magnifico v Tivoliju ne sme imeti svojega koncerta in Polži, Aljaž, ostajajo sovražnik številka 1 v Sloveniji. Dobil si na tvojih zadnjih 30, kar nekaj je bilo odziva, a kakšen tudi fajn nasveti, ali si kaj sprobal? Zato boste morali počakati na zadnjih 30. Bravo, je nič, pa dajmo kar špico, ali bi želel še kdo kaj pripomniti, pridodati? Statistika mogoče, ker si že glih imela športne analogije, kdo je zmagal v prejšnjem kolu? Joj, fantje, jaz. Ojoj, koliko ti je neroden. Ful mi je neroden in zmagala sem s tem Tonin the Goat. Greatest of all time, predsednik državnega zbora. 41%, 41% je pa odloži referendum bil drugi, 34 po nalogu Vučića deložiran 16 in tekmovanje v izobešanju zastav na nehvaležnem 4. mestu z 9%. Tako da lepa hvala. Hvaležno 4. mesto. Bojan Križaj v Lake Placidu. Nisem zadan ali kaj? Ne, nisi zadan. Tako da Spet si zvisel. hvala tudi za glasove po pošti, tokrat niso bili odločilni. Tako da je kar tisto, kar se je na X-u dogajalo, je na koncu napovedalo rezultat, ampak vseeno, res hvala za te glasove in tudi za odzive na epizodo. Niste se, Andraž, vidva z Antišo nekaj hvalila spet z nekimi? Koliko ste fajn. Kdo, kje, kaj? LDGD. On je srečal oboževalce. Jaz sem srečal. Ki pa poznajo tudi mene. Jaz sem srečal dva, ki jih seveda pozdravljam. Tudi jaz. Tamara in Primož, lep pozdrav in hvala za prijeten večer. Jaz bom dodala še hvala za donacije, ki jih namenjate tudi LDGD-ju, Valentin and Company. Hvala lepa. Aljaž, daj ti špičko, ki je obnovljena, ne, od prejšnjič, pa gremo pol na povoljivna postrojavanja. Pred nami je častna naloga. Meni je včasih nenavadno, kako novinci v politiki kar naenkrat postanejo sami sebi namen. Moja naloga in dolžnost je, da se oglašam v takšnih situacijah. Lažje držati za lopato, moram reči. Diskurs, ki ga slišimo danes, je šovinističen. Mogoče si tudi zaradi zahtevnega poslovnika in statuta malo zakompliciramo življenje, ampak kakšni smo? To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. To so vsi koraki v smeri večjega socializma. Ja, LDGD podcast, ki nikogar ne podcenjuje in Štefica tokrat ničesar ni pozabila in LDGD ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike. Andraž Zorko Valikon, privatnik Antiša Korljan, Aljaž Pengal-Bitenc, ti si zanč imel neke pripombe glede afiliacij. Aljaž, a si hotel kaj dodati, povedati? Lahko rečemo pengovski.com, da ne bo zgledal, kada se Radio Kaos zdaj še s politiko ukvarja, ker zadnjih x let delamo sam še kulturo. In Nataša Briški Metina Lista. Zdaj pa bi jaz z vami preigrala, glede na to, da smo prejšnjo epizodo naredili tako urgentno, izredko, takoj po volitvah, malo so se stvari polegle, malo se je dal razmisliti, pa stvari postaviti v kontekst in znotraj strank se mi zdi, da se pa zdaj po tistem odpiranju šampancev ali pa skrivanju se mogoče malo na novo postavljajo karte. A ste okej s tem, da mogoče s tem začnemo? Ali bi kdo želel predlagati kaj Tako si drugega? vprašala, kada imamo izbiro. Ne, sam res imate ne. to. Ja. Ja, okej, bi začela z SDS-om. Torej, SDS nesporna zmagovalka volitev, končnih, oziroma kaj to reče, uradnih rezultatov še ni znanih, ampak oni so prejeli 30,59%. Volilna udeležba, vidiš, Aljaž, se že počasi bliža 42%, pa še nismo čist pri finalu, ampak SDS imam jaz občutek, da je in predsednika Janeza Janše, da je začutil eno novo moč in da je posledica te moči tudi ne samo v narekovaju razgrajanje na sceni, češ kdo bi mogel odstopati in podobno, ampak tudi Logar je po novem podpornik SDS, a je to že official?
Ne, ni. To so Official, pa ne mi zdaj bizarke preveč krasam, je treba pa o tem tudi nekaj reči. Dobro, no, okej, potem pa Antiša in Andraž, kdorkoli želi začeti. A sta opazila pri prerazporejanju moči SDS-a, ne vem, karkoli omembe vrednega? Tudi v luči Logarja, tudi v luči, se mi zdi, da so zelo skočili na ta vlak Zala Tomašič, Lejte, Nova Meloni in podobno. Kar sem rekel jaz v zadnji epizodi, če smem pripomniti. Oziroma Tako, vprašal si se na glas. Ja. Ja. In Pengovski se je zgrozil. Posmehljivo sem se zakrohotal, to je res. Ne? Ker ona ni, ona se mi zdi, da ni Meloni, ampak je bolj tale, nikoli se ne more zapomniti, ta wunderkind od Marine Le Pen. Bardella. Bardella, ja. To je bolj tako. Ona se mi zdi pač, da je taka, veš, SDS-ova Miha Kordiš, ki zelo dobro zna uporabljati družbena omrežja, ampak ko bo pa prišlo do vprašanj politik, mostogradnje, če hočeš, ne, oblikovanja političnega konsenza, se bo pa pač izkazalo, da žgancev, kilometrina in podobnih pokroviteljskih izrazov, ne, da je pa še manjka. Mislim, pač 10 let vsaj manjka, gospa Meloni je 15 let na lokalni oziroma nacionalni sceni nekaj že naredila, preden je postala faktor tudi na evropski. Antiša, ti si kaj opazil pri SDS-u? Si opazil to neko novo moč? Ja, mislim... Novo energijo? Ja, lej, mislim, kako ne bi bilo nove moči, ko pa zmagaš na evropskih volitvah, ne. Sicer pa ko je bil prej omenjen Anže Logar, ne, mene zanima, mi ves čas pomalen spremljamo to zgodbo, ne, evolucijo, kaj se dogaja, in jaz imam zdaj mogoče pa res najbolj občutek, da se pa res nič ne dogaja. Ali se motim? Ne motiš se in ves čas se ni nič dogajalo. Mislim, in se vsakič znova se pa zalotem potem, mogoče pa obstaja nek plan, ki ga mi ne vidimo, ki si ga jaz ne znam predstavljati, ampak zihar oni dobro vejo, kaj delajo. A poznate ta občutek, ne? Zihar je nekaj, ne? Samo da jaz tega ne vidim ali pa ne razumem ali pa ne dojamem in tako naprej, ne? Ampak ta zgodba je bila tako zelo napovedana, veliko se od nje pričakovali, ne? Mi smo enkrat tukaj potegnili paralelo s Kajzerjem Sözejem iz Osumljenih 5, ne, skratka, vsi so se z njim ukvarjali, on je bil pa samo tam, ne. In zdaj, ne vem, kaj bo prineslo poletje, ampak tisto, kar jaz zaznavam od platforme, kako je sodelovanja, ne, je to, da hodijo okrog po podjetjih, kar je hvale vredno, da se razumemo, ne, ampak pa po regijah, pa imajo sestanke, pa poslušajo ljudi in tako naprej, ampak a veste, zdaj pa koliko časa je ta stvar na sceni? Je že 1 leto? Ja, predsedniške so bile decembra, drugi krog, ne, konc, november, december, 22. 22, se pravi, ne, se pravi, recimo, da je 1 leto, ne, od začetka, mislim, da je pred kratkim so obeležili 1 leto, točno. Mogoče bi pa kaj več se že dalo pričakovati, ampak še kar nič ni. Ok, dobro, Ja, lej, mislim, kar se tiče SDS, če smem še Skodelca predstaviti, niti ne bi rekel nova moč, ampak mogoče tako z vidika njihovega imperija, kontrasmer iz Vojne zvezd, New Hope, ne. Namreč, kaj se je v resnici zgodilo? Ne samo, da je SDS zmagala v smislu, da je dobila največ poslancev, oni so dobili 2-krat več poslancev, kot so jih imeli v prejšnjem sklicu. Oni so dobili 2-krat več glasov v absolutnem smislu, kot so jih dobili v prejšnjem sklicu. Jaz mislim, da njihova največja zmaga ni to, da so osvojili 4 poslance, oziroma 4 mandate, ampak da so navkljub temu, da so bili istočasno referendumi, ki so dvigovali udeležbo, za katere se je pričakovalo, da bodo relativizirali moč desnice, ki je praviloma bila na evropskih volitvah močnejša, zaradi zvestejše in obširnejše baze zvestih volivcev, ne? Da so tudi oni na ta račun uspeli porabiti kar nekaj volivcev in ne malo vlogo pri tem imela seveda tudi preomenjena Zala Tomašič. Jaz sem še malo cifre gledati za nazaj, pa zdaj ne samo na vzven, ne samo da imaš ti 4 poslance, da imajo med njimi najmlajšo slovensko poslanko ever izvoljeno in da lahko so upravičeno zadovoljni, ne? Imajo za sabo mlade sile, ne? To pri ostalih strankah morda ni tak primer, ne.
Tudi navznoter, skratka znotraj desno od sredine bloka je to bila kar velika zmaga, ker na drugi strani pa NSI pa približno na polovici absolutno gledano število glasov, kot je bil 20 let nazaj, ko so bili absolutni zmagovalci. Skratka, oni so zmagali in napram levi sredini in napram konkurenci na desni. NSI konc koncev res komaj not prišla s polmen glasovi. NSI ni imela še nikoli tako malo v absolutnem številu gledano glasov in se posledično tudi v relativnem, ker je bila deležba toliko višja. Tako da jaz mislim, da iz tu izhaja ta neka nek nov zagon, pa še nekaj treba vedeti. Desnica je bila v resnici tam nekje od leta 2012 pa do 2018 v kar resni krizi, kar se tiče glasov na volitvah. Meni lep grafik, ki ga bom verjetno objavil kratko, sem še nimam časa. In so se pobrali ven. In spet, kdo iz te globeli, ko so se pobrali ven, največji zmagovalec je spet SDS. Ampak če te oprosti, lahko sam še dopolnim. Še ena stvar, ki so jo tudi dosegli na teh volitvah, znebili so se Uljeza v obliki SLS-a, ker jim je Franc Bogovič pred 5 leti odnesel en mandat. Odnesel eno mesto, oni so takrat računali, da bodo pač pozavgali glasove SLS-a, s tem, da SLS ne imela nič od tega. No, pač tokrat se je dejansko zgodilo tako, da so vsi 4 na njihovi listi dejansko tudi njihovi ljudje. Vendar pa, bi pa jaz eno stvar pa dodal, glede Zale Tomašič, en dober članek je bil v Reporterju zadnjič, ker ne glede na to, da je zdaj Reporter del Odlaskovega imperija, še vedno se mi zdi, da ima nekako bolj občutek za feeling, da o Gefühlu in Augenmasu sploh ne govorimo na desni. A mi vemo, kdo je šel za res na volitve? Veš, ker Zala Tomašič pa to generacije pa tako dalje vse v redu. Ampak teza, ki jo članek razvija, je, da je v resnici ni bil to TikTok pa družbeno omrežje, to, kar je njo naprej butnil, ampak Ati, ki fura Novo 24 in ima tam pač najbolj gledano oddajo. In pa pač to, da je ona hodila okoli po terenu in da so v bistvu stari ljudje glasovali za mlado kandidatko, ker ne bomo pa valjda naše mlade naprej porinili. No, Rupar jo je podprl tudi. Rupar, seveda. Vse to je bilo, vse niso bili sam mladi, se ne more biti sam mladi, ker jih je tudi absolutno gledano premalo. Vse to, kar si naštel. A veš, ona je imela pač res sistematično kampanjo razdelano, se mi zdi, da je to res dobro speljala. To sem sač celo javno pohvalil, pa sem bil napaden, da jo kritiziram, ne vem, kako to razumejo te ljudi, Bog jim pomagi. Ampak, kar se je pa zdaj zgodilo, pa to, spet ta paradoks Janšev večni, oni se na nek način, oni so se dejansko zdaj spet utrdili, oni so pokazali svojo moč, pa pozabimo te teze, ki so bile včasih, češ to so evropske, to ne šteje in tako naprej, kar do neke mere še vedno res, ampak tudi v tem oziru so se blazno ojačali, ampak hkrati, se pa sesuva njihova konkurenca znotraj, ki so pa seveda zavezniki, če ti na državnozborskih volitvah zmagaš, Se vrnemo v leto 2008, ko je NSI izpadla. To je spet ta scenarij, ko se Janša krepi, stala desnica trpi. Imamo zdaj že smo brali, da se mi zdi vsi trije v N1. Imamo razprtije v SLS-u, Gregorčič se pritožuje, da ga predsednik Balažič sploh še ni poklical po volitvah. Na drugi strani pa da Peterle, češ da je na vzhodnih vratih in kleš s Toninom in tako naprej. To bo jalova zmaga, če bo spet na državnozborskih zmagal, pa ostal brez zaveznikov. To je ta večni paradoks Janša. Glede preseka, kdo je volil in to DVK je vsaj za 2019 so imeli pol dosti natančno analizo potem po starostnih skupinah, tudi spolu, kdo je prišel, tako da jaz tega zaenkrat še nisem videla, ampak samo Nataša, to je samo za udeležbo, veš. To je samo za udeležbo. Te volitve so bile prve, kjer ni bilo vzporednih volitev, kar smo ustrezno pokritizirali nazadnje. In vzporedne volitve so imele to funkcijo tudi pomembno. Ne samo, da so povedali rezultate ob 7, ampak ker je to delano na velikem vzorcu 10.000, se dal delati tudi analize po strankah. Kdo je koga volil in tako naprej in po demografiji. Tega letos ni. Ok, dobro, ampak verjetno, ker je proporcionalni sistem, bomo neke grobe približke verjetno vse lahko naredili. Sam to sem hotela reči, da mogoče malo narobe definirala to vprašanje. Kot novo moč sem videla bolj to, da je utrdil, če se je že ugibalo, pa ali ima Janša še takšno moč, pa nasledstvo Janše, pa je čas, da se umakne, da je toga, da so spet videli, še zna, še bo naš šef. MPS sem še imel, ni pa ta zmaga SDS-a, pa ta paradoksa, ki sem ga prej omenil,
po mojem niti ni bil namen, seveda ne, niti zasluga Janeza Janše, kar se dogaja v Sloveniji zadnje 2 leti že v resnici in se na evropskih še poglobilo, je polarizacija. Do tega je spet prišlo. A ne? Tukaj so se glasovi razporejali predvsem za SDS ali pa za gibanje oziroma Vesno, ki jo lahko štejemo skupaj v nek levo-liberalni blok. Ta levo-liberalni blok je podvojil število glasov na teh volitvah, celo še malo več. Njihov količnik je bil še večji kot na strani desne od sredine. Za še več informacij v zvezi s polarizacijo pa svetujem, da sledite Twitterju dr. Jerneja Tirana, ki to analizira že leta. In pravi, da se je še malo poglobil. Skratka, da se to gre za proces, ki traja že kar lep čas. Antiša, omenila sta Andraž pa Aljaž tudi že tole okoli NSI-ja. Kot rečeno, oni so komaj noter prišli. V kampanji je eden vidnejših članov NSI, Lojze Peterle, ne sicer podprl SLS, ampak mislim, da Balažica, ali Balažica, kakorkoli se naglašuje, ki je predsednik stranke, ni pa dobil prav glih neki število glasov. Skratka, gladko bi se dalo zaključiti, da uspeh SLS-a je bil uspeh dr. Gregorčiča. Gotovo. Tako, no, in na krilih. A ste opazili, da se, Logar nima mogoče placa v SDS, ampak da se tudi to, da ga predsednik stranke Gregorčiča naj ne bi še poklical po pisanju NN, da se klele oblikuje morda en paketek Gregorčič, Logar, Avbelj, ker jaz Gregorčiča v SLS vidim natanko tako, kot Prebiliča v Vesni. Ja, tukaj to, kar si ti omenila, oni nekako so, če smem uporabiti ta izraz, naravni zavezniki oziroma naravni sopotniki politični. Ne? Se pravi, so predstavniki te zmerne, civilizirane, da tako rečem, desnice. Hkrati je pa res, da vsaj Gregorčiča pa, in tega ne gre pozabiti, Gregorčiča in Logarja, bremeni vendarle sodelovanje na določenih funkcijah, kar izpostavljenih v času režima Janeza Janše, in to je tisto pač rep, ki ga vosta za sabo. Ne. Zdaj, v tem obdobju, o katerem se zdaj pogovarjamo, to se pravi predvolilna kampanja in tako naprej, je Peter Gregorčič absolutno pozitivno deloval. Jaz bi še enkrat ponovil tisto, kako je on reagiral na tisti poskus pretepa z njim, oziroma pretepa njega, se mi je zdela zgledna reakcija enega zrelega in zmernega politika. To je bila reakcija, kakršnim v Sloveniji nismo priča. V Sloveniji smo priča atipičnim pljučnicam Branka Grimsa, če se ne motim. V Sloveniji smo priča vsakič znova atentatom na Niko Kovač. Tako da on je bil, Peter Gregorčič, namreč on je bil tako res, kaj čem reči, je deloval kot zrel politik, čeprav v pravi, resni politiki pravzaprav še nima kilometrine. On je bil predsednik sveta RTV in to je bil njegov dosedanji angažma v politiki. Tako da jaz absolutno ne bom presenečen, če se če se bo ta naveza materializirala. Kar se pa tiče neobstoječega klica predsednika SLS-a svojemu špicen kandidatu, bom pa rekel, to je nivo manir slovenske politike. To v ničemer ne odstopa od siceršnjega nivoja, ki smo mu priča v slovenski politiki, in to ni dobro. To so stvari, ki v principu te morajo starši naučiti, ki si star tam do 12 let. A mislite, da je Peterle, ustanovitelj stranke, predsednik Demosove vlade in tako, a je še tak faktor, da lahko vpliva, na zamenjavo vodstva? Zdaj se seveda Tonin se seli v Bruselj, to okrog njegove zamenjave se že kakšno leto govori. Rezultat na teh volitvah pa nikakor ni takšen, da bi njega, tako kot Janeza Janšo, utrdil na čelu stranke. Jaz mislim, da je odgovor na tvoje vprašanje, vsaj moj, Nataša, bi bil ne. Lojze Peterle je bil predsednik vlade pred 30 plus leti,
Potem je bil še zunanji minister, potem je bil pa relativno varno pospravljen, da tako uporabim ta izraz, v Bruslju na funkciji evropskega poslanca. Tako da jaz mislim, da so njegovi glory days so minili. Mi moramo tudi vedeti, da je danes politično se v največji meri aktivira generacija stara okrog 40 let, plus minus, prevzemajo počasi položaje, to je generacija Mateja Tonina, na primer, ne. In to so v resnici ljudje, ki se obdobja, ko je Lojze Peterle igral ključno vlogo v slovenski politiki, niti ne spomnejo, ne. Ker so pač premladi, a ne? So pač premladi. To je sicer po eni strani res, ampak mislim, da vprašanje tukaj je, ali ima Lojze Peterle v stranki dovolj vpliva, da lahko Mateju Toninu zagrani življenje. Mislim, da tukaj pa odgovor da. Ne? Ker je pač ta stranka, ne glede na to, kaj mladina hoče z njo početi, dosti neuspešno, je v veliki meri odvisna od, tako kot večina slovenske politike, starejšega, lojalnega članstva, ki hodi na seje lokalnih odborov, pošilja delegate na kongrese in tako dalje. Ne? In tukaj Peterletovih mnenj ni za zanemariti, in je tudi to, da je on izletel in podprl Balažica na drugi listi, je nekaj, kar so mu očitali. Ne? In očitno, hočem reči, tudi v stranki, v vrhu stranke jemljajo Peterletova stališča in mnenja za relevantna. Bi pa sam eno opombo moral vsem dati, ki si omenjal Antiša, pač izmišljena napade na Branka Grimsa in potem dal zraven Gregorčiča in tako, ne. Vendarle, sam dajmo imeti v mislih, da eno je kandidiranje za pozicije, ne, drugo je pa civilna družba. Ne. V interesu politike je, da se to dvoje zameša, oboje je enako degutantno, in izmišljanje in seveda dejanski napadi, ampak se mi zdi, da so poskusi napadi na predstavnice civilne družbe še majčkeno bolj nizkotni kot napadi na ljudi, ki pač se sami sebe dajo v ring, češ jaz pa hočem vaše glasove. Andraž, glede morebitne menjave na vrhu NSI-ja, gledam preferenčne glasove. Največ jih je v NSI dobil Matej Tonin, potem je sledila Ljudmila Novak, pri čemer se mi zdi, da ona počasi nehuje za aktivno politiko. Na tretjem mestu se številke niso prav zelo velike, je pa Janez Cigler Kralj s skoraj 5000 glasovi, nedaleč za njim pa David Klobasa, pazi to. To je ta poslanec oziroma kandidat za poslanca, ki je župan v Sveti Trojici in ki je Liberalni duh stališči NSI. tako. A misliš, da ja. Ne, saj ne vem, a ste mogoče kdaj delali kakšne raziskave glede priljubljenosti posameznih politikov? Ste, ne, sam ne smeš povedati, ne. Mi delamo marsikaj, ne, ampak Ja, pač ne smeš povedati, oziroma bi me mogel ubiti, a ne. pa če bi ne vem, povedal. zakaj bi, ne, mislim, a me kdo kaj plačal za to, ni, ne. Dobro. Hecam se. V Skratka, glavnem, ja, vidiš zamenjave, ne. Se ti zdi, da bo to pretres? Mislim, jaz vidim zamenjavo, jaz mislim, da Tonin bo slej ko prej zamenjan, odstopljen, odstopil kakorkoli z te pozicije, ker dejstvo je, on je peljal to stranko na volitve 2022, potem ko je ministroval Janševi vladi in ko je obljubljal oziroma imel za cilj, mislim, da vsaj 10 ali koliko procentov so tako odgovorili, oziroma 10 poslancev v državnem zboru niso šli čez teh zakletih 7%. Na evropske volitve so šli z njim na listi kot predsednikom. Ja, dobil je, mislim, kot nosilcem liste, dobil je največ preferenčnih glasov, kar je verjetno zelo jasno odraz notranjih razmerij, nekakšno slovo, kot si omenila Ljudmila Novak od aktivne politike, res pa ona res ni bila prav zelo aktivna v času kampanje, ampak spet ni šlo čez zakletih 7% in ne samo to, za NSI je ta rezultat v resnici slab, kot sem prej omenil, toliko malo glasov v absolutnem številu gledano niso imeli še nikoli, sploh bi jih morali imeti letos več glede na to, da je bila deležba toliko višja. Tako da z tega vidika je dosti očitno, da on kot predsednik te stranke ne more potegniti čez teh njihovih zakletih 7. Iz tega vidika bi jaz pričakoval, da bo prišlo nekje v nekem trenutku do te zrele odločitve, da je pa mogoče čas za nek drug obraz, ki bi mogoče pa to lahko naredil. Vprašanje pa je, če ga vidijo, pa kakšna so res ozadje tukaj, ker nekaj mi je pa zdaj prešilno, ko sem se pogovarjal, ko sem vas poslušal o tej možni povezavi Gregorčič pa Logar, če sem prav razumel, ne?
Gregorčič, Logar, Avbalja. Ja, ne, zdaj, a veš, strinjali smo se absolutno in tle res ni nobene dileme, da so bili glasovi SLS v bistvu glasovi za Petra Gregorčiča. Ne? Kar je tudi hitro pokazala raziskava, mislim, da je Medijanina, če bili pa volili državni zbor, kjer ne Vesna, ne SLS nista ponovili tega rezultata, ki ste ga dosegli na evropski strani. Tle govorimo Prebilič na eni, pa Gregorčič na drugi strani. Morda je šlo tle vendarle tudi samo za testa. Dosti je spekulirali o tem, ali bi Gregorčič potaknen, pa kakšni izlete deal z SDS, glede da je bil on dobesedno njihov človek v RTV-u. Ker namreč, če bi bil Gregorčič na listi SDS, po eni strani so imeli že tako močno listo, res niso rabili nobenega še zraven. Po drugi strani so pa zdaj videli res zelo jasno, koliko je on močen sam. In to veliko pove o tem, kar smo se prej pogovarjali. Mogoče se pa pač ne da se spet paradoksalno, medtem ko se krepi Janša, ostali del desnice slabi, mogoče pa nastaja res novi, bolj zanesljiv partner v bodoče. Mogoče bo pa na naslednjih volitvah res Logar svojo stranko, kjer bo tudi, ne vem, Gregorčič, pa še kdo, ki bo posegel tam po 10-15%. SLS se potem lahko res samo še združi nazaj z NSI-jem, pa upa na vstop v parlament, ali pa da bo, mislim, takrat bi znali tistih 7 postati že kar uspeh, ne več samo nekaj, kar je porasne. Mogoče, jaz sem že v prejšnji epizodi rekel, jaz pričakujem konsolidacijo desno sredine do naslednjih državnih volitev, se bo to zagotovo zgodilo. No, mimo grede, glede preferenčnih, Gregorčič jih je dobil za SLS, zdaj bom govorila, 32.000, naslednji je Bogovič, ki jih je imel slabih 7.600, potem pa dolgo nič. In Gregorčič je bil četrti na državni ravni, je tako? Tako, in potem je Pukšič z Jurčkom, pa Balažic, 800 glasov. Tako da zelo jasno. Pejmo na GS. Rezultat tudi glede referendumov Antiša so poskušali prodati kot velik uspeh. Mislim, da s to dikcijo niso uspeli. Se pa dogajajo prve spremembe, namreč ker bo moral, je bil Šarec izvoljen za poslanca, je seveda treba najti novega obrambnega ministra. Nekako čudežno, ali pa je bil čez noč tako rekoč, mislim, razrešen, kao odhaja v pokoj sekretar Rudi Medved in pojavljajo se imena kot državni sekretar Vovk za morda prihodnjega obrambnega ministra, pa tudi Črnčec, pa kaj že tista tretji vojak. Bivši načelnik generalštaba. Kaj, Dobran Božič? Dobran, tako ja. Bravo, Dobran Božič. Dobran Božič. A imamo kakšne misli okrog bodočega novega ministra? Kdo navija za Črnčeca, za Vovka? Bo kakšen peti se pojavil? Tebe sprašujem, kaj meniš GS? Indiferentnost je dopuščena pozicija. Ne, bi se pa vprašal, bi pa ponovil, jaz sem včeraj sodeloval v enem snemanju nečesa in se tam vprašal, ali bo morda predsednik vlade, zdaj bo malo zajedljiv, formaliziral tisto, za kar se itak govori, da je že ves čas, da se dogaja, namreč to je, da bo za ministra postavil pač Damirja Črnčeca, za katerega pravijo, da itak ves čas že vodi ministrstvo. Ne vem, recimo, A bo ministerski predsednik to naredil? Ne vem. Za Vojka Vovka, on je politik, diplomat, brihtan je, pogled njegov je zelo širok, tako da verjetno bi tudi on ustrezal tem kriterijem. Je pa res vprašanje, to je velik glomazen sistem, ki se ga premika, če se ga premika zelo, zelo, zelo počasi, tako da kdorkoli že bo tja imenovan, jaz mu absolutno ne zavidam tega. Da nekaj se ti zdi ministrovanje za obrambo eno težjih ministrskih pozicij. Ne, veš kaj, ti imaš zelo velik aparat, se pravi, to je veliko ministrstvo, to je prva stvar, druga stvar pa je pritisk na to, da se zvišajo obrambni izdatki na pričakovanih, ne vem koliko že odstotkov BDP-ja so zelo veliki, mi ne veljamo prav za zgledne vplačnike v obrambne budžete, kar pomeni vojno z finančnim ministrom in tako naprej. In to je pač stvar, ki, ne vem, verjetno niso najlažje naloge. Mislim, je pa očitno, da če si minister za obrambo, da je to neka odskočna deska,
Najprej Tonin, pa še Šarc, oba sta končala v Bruslu. No, vidiš, je pa res mislim, še nekaj, ne, da je pa to v primerjavi z recimo kmetijskim ministrstvom ali pa ne vem, za javno upravo ali pa zdravstvenim in tako naprej, je bistveno bolj prestižno ministersko mesto. Ne? Če neš drugega dobiš šoferja pa varnostnika pa s helikopterji med te te vozijo. državotvorne ne sodi. Kako? Med državotvorne sodi, kar pol seveda avtomatsko pridejo te... Kar je ne, tako medklic, tako, za moje pojme pa leta 2024 še kar problematično poimenovanje. Namesto da bi za državotvorne dal šolstvo, pa razvoj, pa univerze, pa ne vem, okolje ne nazadnje, ne, daš ti policijo, pa vojsko, pa zunanje zadeve, dejnihi. No. Pa to je nek nasledek Marjana Podobnika, ki so ga mediji potem zelo nesrečno pograbili. Ne. Je pa res, da mu, se pravi, obrambnemu ministru pa notranjemu pripada nivo varovanja kot predsedniku vlade in predsednici države, se mi zdi. Čisto isto ni, ker nimajo enakega števila bodyguardov. Mislim, da prva 2 imata po 3, ostali zihar ne 3. No, ampak je pa takoj naslednji. No. Ampak veš, kaj je nekaj drugega. Ne? Časi so se pa spremenili, vendarle pač spomnimo se Karla Erjavca, ne? Ki je konsistentno zahteval zase obrambno ali pa zunanje ministrstvo, ker kao vse stvari same tečejo, ti greš sam kje na foto pa voznika imaš. Ne? A veš, zdaj za vojno v Ukrajini in vsem ostalim to ni več tako in verjetno ni več vseeno, kdo bo obrambni minister. Hkrati je pa tako, ne, se mi zdi, da ima najbolj usposobljen kandidat ima 2 problema. Ne. Dobran Božič, ker se mi zdi, da od vseh naštetih je on človek, ki najbolj pozna obrambni sistem. No. In kaj? Črnčec ima absolutno CV za ja, to. že, ampak Črnčec ima CV muti vode, saj pozna, ampak on je pač zadnji, on vleče štrikce. Ne. Dobran Božič je bil pa tako rekoč v jarkih, ne, to hočem reči. No, bom dodala še to, če tudi bo dobran, bo to enako kot Poklukar na notranjem. Hotel sem reči pa to, ne, da je pač problem bi bil v tem primeru prvič ta, da je to vendarle ministrstvo v kvoti GS in jaz si pač Dobrana Božič ne predstavljam kot človeka z politično znamko in če že, potem gotovo ne od liberalcev. Ne. In drugo, a veš, enkrat smo mi v tej državi že imeli problem bivšega aktivnega vojaka na civilni funkciji. Ne? Dragotin Mate, če se spomnite, ne? Ki je bil takrat pol minister za policijo. Tako da jaz si močno... Ne spomnimo se, kaj pa je bil problem? Daj nas spomnim. Ja, on je bil polkovnik v vojski, prednje šel v penzijo in potem postal pač policijski minister. Ne? V Janševi prvi vladi. Okay, ampak kaj je bil s tem problem? Ja. Kaj je bil pač problem? To, da pač vojska, policija, ločenost, osnovni postulati liberalne demokratične ureditve. No, sej nič tazega, drugače Nataša, v redu je. Ampak ne, hotel sem reči to, no. Jaz si zelo bi si želel, da bi mogoče premier majčkeno razširil nabor imen, po katerem bi gledal, ker mogoče se mu pa kje odprejo kakšno dodatno obzorje. No. Vidim, da imaš v rokavu predlog. Ne, nimam se, ampak ravno zato pisati, a veš, ni treba glih na prvo žogo. Zdaj, če je sposoben že 2 po 3 mesece mutiti z nadomeščenjem tega ali onega ministra, bo pa tudi obrambno ministrstvo lahko malo je že v redu, Aljaž. Ja, no, jaz pa navijam za Črnčeca. CV je nesporen, že zdaj je državni sekretar svetovalec že zadnjih 10 let, tako bo vsaj na očeh. Mal bolj. Pa mislim, da zaradi tega ravno ne bo postal. Ker ima druge zadolžitve. Mimogrede ste ujeli poslanec Kordiš, Levica, kako je po rezultatu Levice na evropskih ostro šel nad Mesca in stranko. Kar precej bi rekla, si je dal duška. No, to, kar sem vam jaz govoril, to se je zdaj zgodilo, ker ste se preveč sredinili. Se to je bilo pričakovano. Sej. Ja, itak. Ne. Bi bilo čudno, če ne bi brcnil še malo vodstva. Seveda. Ja, prav, imamo pa Dimovskega, nov predsednik Desusa. Tole tudi vem, da vam ni ušlo. Ne? Jaz sem sicer mislila, da Desus je že skoraj mrtev, ampak ne. Evo. Se je. A je, se ti skoraj no, mislim. To je paliativna oskrba zdaj, ne? Ta je res dobra. To, Aljaž, to si odlično
že v pododboru našem notranjem uporabo in tam je blazno všeč, paliativna oskrba. Ja. Ja, pol smo Ne, pa, mislim, glej, meni je kle fascinantno, samo to prvič, ja, da Desus še obstaja, ne? Drugič, da so Vlada Dimovskega, ne, ki je bil nekoč težek SD-jev kader, da so ga zdaj, ne vem, izpod katerega kamna potegnili, ne? A veš, in je v bistvu, da gre nazaj, kaj je naslednja stopnja, da bo SD nazaj prevzela Desus, odkoder je Desus nekoč šel, ko je zapustil Združeno listo socialnih demokratov. Tako da en tak zgodovinski krog bi se sklenil, če bi se to zgodilo. No, samo to. A še koga to spominja na en tak prevzem stranke? Mislim, to se zadnje čase itek skozi dogaja. SLS prevzemajo v narekovajih Janševi kadri, ne? Desus prevzemajo v narekovajih SD-jevi kadri. To je res tako, ne vem, to se mi zdi kar malo preveč prozorno, no? Če šeš, bomo mi tole stranka, tam je še ena stranka, tam ima ful odbor, dajmo mi to prevzeti. Ne. Dajmo mi to prevzeti, da bomo tam par glasov prevzeli, pa bomo pol malo jačine, ker sami ne morejo več, mislim, sami ne morejo čez talking, dajmo še to malo, mogoče bo paratal. Tako zelo plansko, gospodarsko. strateško se pripravljajo na parlamentarne volitve 2026, ne? Samo še Zgodaj Mitko so Tekavčič začeli. rabimo, da prevzame dobro državo, pa smo tam. Ja, pa sej. Ja, želi še kdo kaj dodati? Na dobri 35 minuti smo mogoče čas za politbizarke. Pa fuzbal bo kmalu, ne? Pa fuzbal bo, ja, se za to. Politbizarke, evo, vemo, da sta Janša in Hojs doživljenjsko izključena, vemo, da je bila UKZ zamrznjena za nekaj mesecev, vse ostalo pa je v igri. Andraž, ti Ja, si... ker smo že pri tem, a bomo mi Goloba, jaz bi dal Goloba na glasovanje za suspens, ker ga je res serija. Ja, smo res to že imeli. Jaz mislim, da bi mogoče celo lahko nekaj takšnega kot UKZ konec lanske Tako. sezone. Čez poletje malo na hladno, pa vidimo. A smo za? Ne vem, a se strinjata? Lahko, ja, seveda, ne. Čakaj, kako to misliš čez poletje? A mi bomo snemali čez poletje? Ne bomo, No, ampak če slučajno bomo, ne, pa ena epizoda še je, a veš, pa tam enkrat do konca septembra, Ja. gospod premijer, če gre tole zdaj na tem pododboru sestava kolegija politbiroja čez, potem boste v suspenzu politbizarke do konca septembra. Ja. A smo za? Ja, Imamo jaz nimam pomisleke? govora nobenega. Ok, Ja. cool. Golob gre na ne črno Golob listo še, suspendiran, evo, ampak naslov. Golob suspendiran imamo. Gospod predsednik, potrudite se čez poletje. Ja, pa tako dober je spet štartov s tem odhodom v Dallas, v uresničevanje sanj. Ja, Ja. prav, Andraž izvoli, ne? Začnem. Ne? Jaz bom Dej. začel, moja politbizarka bo sestavljena iz dveh citatov pravzaprav. Prvi je, tak je pač predlog za politbizarko, citiram iz portala N1. Aktualno, na četrtkovem nogometnem obračunu med Slovenijo in Srbijo bodo pesti za našo izbrano vrsto stiskali tudi predstavniki slovenske politike. V München odhajajo premier Robert Golob, predsednica države Nataša Pirc Musar, gospodarski minister Matjaž Han, zunanja ministrica Tanja Fajon in ljubljanski župan Zoran Janković. Naj dodam. Ta No, da predlog izvoli. bom pospremil z, dovolite mi, pesmijo, eno legendarno pesmijo, ki jo bom dejansko zapel. Avtor je Marko Breca, seveda zdaj sem odlomek in povzema, zakaj mi je tole bizarno. In gre takole. Pozno, popoldan. Sem še zajebal. Daj še Ampak enkrat, dej, ajde. take two. Kar Ja. dej. Nadaljujte, kolega. Pozno, popoldan, najlepši je čas. Najlepši je čas za vljudni obisk. Pozno, popoldan, najlepši je čas. Najlepši je čas za državni udar. Bravo, Andraž. Vsi so v tujini, če ima kdo željo, če si kdo kdaj želel, now is your fucking chance. Enega si pozabil, sem ga glih ujela pred A kakšno so še urco. kakšnega dodali ali kaj? Ja, valjda, šef policije je tudi imel gor pač utrjeval vezi pa to. To samo še utrjuje Ja, moj Jusić je povzetek. tudi utrjuje, ja. Šef policije je šel na mejo gledati checkpoint. Veste kaj, Glih omenjeno. in kot vemo, München je bil vedno center jugoslovanske Tako je. gastarbajterske scene, Tako. tako da to je to. Zgodovinski lok se sklepa. Obiskal je zvezno policijsko upravo München, kjer je izmenjal informacije z namestnikom direktorja. To je to.
Zdaj pa Skratka, lepo koliko na- Gaster- Veš, kaj direktor je bil že na Obiska tekmi, ne? se je udeležil še nogometne tekme. Se pravi, koliko smo mi gastarbajterjev danes poslali gor? 7, 8, koliko smo rekli? Od Vsi. državnega vrha. tako Vsi. rekoč. Ja, Vsi, Tako, dobro lej. je. A veste, zakaj Luka Mesec ni tam, No, povej. ker je šel z vlakom. ker ni dobil štopa? Okay. Z vlakom bi bil že tam. Ja, no, dej pol pa ti, Antiša, ajde, povej, kaj Ja, imaš. jaz si bom pa sposodil nit, ki jo je na Twitterju objavila Sweetbeat 80 Daša. Gre pa nekako takole, ne? UKC, namreč kot največja zdravstvena ustanova pri nas, ima za vse, ki se tam znajdejo, 8 številko 8 dvigal, ne? Se pravi za zaposlene, bolne, obiskovalce, za vse. In ko se eno dvigalo pokvari, ga vodstvo UKC preprosto prekvalificira iz naprimer dvigala za zaposlene v dvigalo za obiskovalce in je stvar rešena. Ali se pa bolniki, recimo piše Daša, s spremstvom vozijo v istih dvigalih kot obiskovalci in podobne akrobancije. Ne? Zdaj, kako se ob tem počutijo obiskovalci ali pa bolniki, to očitno nikogar ne zanima prav zelo. In zdaj, verjetno se kdo vpraša, kje se to kvalificira za politbizarko. Tule. V tej državi smo si za cilj postavili ureditev zdravstvenega sistema, na deklarativni ravni krepimo javno zdravstvo, vse v vojni smo s privatniki in tako naprej, ne, vse te fraze. V praksi pa v največji bolnici v državi ne znamo liftov zrihtati. Prepad med načrti in realnostjo bi težko bil večji in bolj bizaren. In jaz samo upam, da vsaj odvoz smeti v UKC-ju dela tako, kot je treba. Veš Če kaj, ne jih pa lahko mečejo v jašek kot dvigalo. Tako, evo, Še- unga nedelujočega za začetek. Ja, ne vem, zakaj bi dvigala UKC delala, če tudi Falcon nikoli ne dela. Na 2 tedna je pokvarjen. No, jaz sem pa kolebala, a bi dala spet Falcona, ne, spet pokvarjen, ampak sem se pol odločila, da grem v boj. Mimogrede, gospodje, ne, kdo ima največ posamičnih zmag v letošnji sezoni? Ja. To ni Andraž, to ni Aljaž in to ni Antiša. Se je pohvalila. No, jaz grem. le voham kuhno. Absolutno. In grem jaz v igro spet s Toninom. Pazi to, meni se je pa, skratka, bil je gost v Tarči na RTV nekaj dni nazaj in v verbalnem dvoboju z Asto Vrečko. Debata je bila o gradnji stanovanj, kdo bi jih gradil, pa koliko na leto, pa kdo jih ni, pa koliko so obljubili. Skratka, medtem ko je ministrica pač govorila svoje in ko ni imel več kaj ji povedati in odgovoriti na tisto, kar je ona, se je odločil za odziv: brez nervoze, gospa, umirite se, gospa, brez nervoze. Tako da to je pa moja bizarka, ta pokroviteljski, tako tipično njihovo, ko nimajo odgovora, je pa ženska histerična. Brez nervoze, gospa, s tem grem jaz v boj in ti, Aljaž? Ja, mislim, tukaj je treba dodati, ne, da si pač, to je taka izjava Tonina, ki si res, kot se temu reče, zasluži petko, ne, v obraz s stolom. Veš, tako, fuj, da ga ni sram, res. Ja, moja je pa še bolj bizarna in se tako je Janez Janša adjacent, v resnici za celoten, ampak recimo, da je tarča tokrat Anže Logar, ne, ki je šokirano v izjavu, da kaj že napovedane spremembe statuta SDS-a, s katerimi bi on bi ga prekvalificirali samo v podpornika, če ne bi podpisal lojalnostnega obrazca, ne, da so neustavne. Ne. Tako, Anže, kaj pa ste do zdaj v stranki delali z vsemi temi izrazi lojalnosti in podvrženostjo vodi in tako dalje? Ne. Mislim, malo me spominja na tisto sceno v Casablanci, ne, kjer I'm shocked to see that gambling is going on around here. You're winning, so thank you, sir. Ne. Tako da res tako, prihrani nam solze, točno veš, kaj se ti bo zgodil, in to pač je to samo še en dokaz, da je, če se že lotiš revolucije, je treba iti do konca. Ok, Logar podpornik šokiran. In to so politbizarke, ki jih bomo ponudili na Google Forums in Twitterju oziroma X-u. Hvala vnaprej za vaše glasove in spoštovani čas je za zadnjih 30, ko ima vsak med nami 30 sekund časa, da pove, kar želi.
čist njegovih oziroma njenih. Pa recimo, Aljaž, tvoje polže pustimo za na konc. Okay. Moje polže. Dejan, Draž, ti. Če pa pojmo v ista vrst, naredil očitno. No, pejmo. Jaz bi pa priporočil spletno mesto, bi se reklo temu, ki ga je postavil Marko Plahuta na Twitterju znan kot Virostatik. Potem, ko mu je Musk zaprl dostop do ostalih podatkov, s katerimi je zelo dobro analiziral v času epidemije povezave med samimi računi, in ki se je zelo dobro videl, da so največji anticepilci v bistvu največji desničarji. Je zbral na enem mestu citate, kot je napisal, znanih in manj znanih ljudi. Med slednjimi boste najdeli tudi vse 4 člane vašega priljubljenega podcasta. V glavnem, če sem prav razumel, gre za enkrat samo za en vir iz enega vira, se pravi RTV, in gor je ne broj raznoraznih citatov, ki znajo še kako priti prav. Mesto se imenuje zlopamtilo.si. Za tiste starejše med nami, to je bila sicer ena zelo fajna rubrika v mladini, konc 80-ih, ko je bila mladina, kot bi rekel, danes Janša na pravi strani zgodovine, I guess. Čisto za zaključek pa ne pozabite. To je v petek, ko bo objavljen, ne? Je že mem. No, okej. Poletni solstici je danes, ko to snemamo zvečer 22:50. Veselimo se, brate in sestre, slicimo se do golega, plešimo v ognju in si prvošmo vse bakanalije, ki nam pridejo na misel. Veselimo se in se hkrati žalostimo, ker se dan začenja krajšati. Valjda, pa še zmagali bomo na tekmi Srbijo. Ja. Ajde, Antiša. Ja, jaz bom pa predlagal film, na katerega sem en večer pred solsticijem naletel med brskanjem po programih, in sicer sem na Zagrebu, oziroma, kot se zdaj reče, HTV, našel film z naslovom Skriti faktorji. To je bilo v nedeljo ob 20:10. Gre za vsaj meni neznano zgodbo o skupini temnopoltih matematičark, ki leta 1961 v okviru NASA sodelujejo pri izračunavanju vsega, kar je pač treba, zato da človek lahko uspešno poleti v vesolje in se od tam tudi živ vrne. Takrat se je vse to delalo peš, svinčnikom in kredo in na papir in tako naprej. Film je sicer, hollywoodsko je zmehčan, je tako malo polikan, ampak vendarle se mi zdi pa vredno ga si ogledati, zato ker opozori na to, kaj so temnopolte ženske, pa tudi moški, doživljali pred v bistvu samo 60 leti. Takrat je bila rasna segregacija res še zelo močna v ZDA, na ženske se je gledalo nekako poprimčevsko. Ogled filma pa nas napelje na res lahko številne razmisleke o tem, predvsem pa seveda o tem, kaj se je dogajalo, vendarle, kot sem rekel, ne tako davno. In po drugi strani, kako velike korake je zahodni svet v tem relativno kratkem času vendarle storil. Tako da, za poletje, ko ni fuzbala, ker na TVS gledamo samo eno tekmo na dan, Skriti faktorji na sporedu v nedeljo ob 20:10 na HTV. Krasen film, Hidden Figures v angleščini oziroma originalu. Ja, mene je pa ta teden res šokirala novica, da je na voljo nova sezona House of Dragon, 2. sezona. To gre za prequel Game of Thrones. Jaz ne vem, kje sem živela, hvala, ker mi nihče ni povedal, ampak zvedela sem šele, ko je že bilo zunaj. Skratka, House Targaryen, 175 let pred rojstvom Daenerys in 100 let pred tistimi 7 kraljestvi. 16. junija je bila premiera 2. sezone, res frišna ribica. Zdaj, če pa niste fani Game of Thrones in vseh teh prequelov in sequelov, potem pa pazi to, serija Botkin na Netflixu, gre avtor podcasta o resničnih zločinih, z ekipo pride v eno irsko mestece in začnejo se dogajati čudne stvari. Tako malo Twin Peakovsko. Izvoli, Aljaž, navali s polži. Ja, v prejšnjih zadnjih 30 sem jaz milo obupano prosil cenjeni publikum in Twitterjad na splošno, če lahko kaj naredimo, tako dolanžovsko, dajmo se zdaj zmeniti, kaj je s temi polži. In sem dobil cel kup odgovorov, največkrat, skratka, da povzamem, poleg tistega, kar dobite v trgovini, ki sicer deluje,
sol okrog ključnih predelov vrta, baker, pepel, ampak tisto, kar sem največkrat dobil kot predlog, tudi preko Gorenjske naveze in kar smo potem dejansko tudi aplicirali, je pa pivo. Skratka, te zverine grejo v pivo in če vzamete pravilno oblikovan kozarec, recimo tistega od Nutella ali pa nekaj, kar ima rob, da oni pač zlezajo noter, padajo v pivo, se utopijo in imate potem pač v pivu vložene polže, pač if you're into that sort of thing, ampak tudi če ne, jih pač vržete stran in pač ključno je pa to, da zamenjate, pač pivo obnavljate, da vsak večer ali pa vsake 2 večera date nekaj novega, ampak skratka, stvar deluje. Problem je samo v tem, ker sem mislil, da bom opravil z eno flašo enega pira, ampak kot kaže, bom moral vsaj po en six-pack, če ne več, ker je te zalege res ogabno veliko. Ampak pivo na ključnih mestih deluje. Hvala vsem, ki ste to predlagali. Svaka vam čas. Ja, moram reči, da na tiste moje žeblje ni bilo dosti pozitivnih Točno, ja, še tvoje žeblje sem pozabil. A si probal? Ne, čak, mislim, vendarle pa moj nek civilizacijski standard pa vendarle mora biti, čeprav gre za polže. Gospod predlagatelj je rekel, ja, seveda naj sporočimo, če je pomagal, da vidi, če je to geografsko gledano širši fenomen ali so samo štajerski lazari mahnjeni na pivo. Torej imamo dokaz tudi v Luksemburgu. Luksemburški so tudi, to je evo. Me zanima, koliko naših poslušalcev bo še izkoristili Pengova za testiranje različnih metod streljanja polža. No, ampak To bi lahko imela, veš, vrtičkarski nasveti v LDGD. Polže moramo dati delati nekaj na majice ali pa nekaj. No, ampak deluje s poceni pivom, da ne boste klele pretiravali. Ne sme biti pa najcenejše pivo. Mora biti saj tudi kle, mogoče je to luksemburška fora, ampak ne en standard mora tudi kle biti. Ok, mater si. Ja, to je to za tokrat. Gospodje, najlepša hvala za vaš čas. Načeloma čez 2 tedna, če nas poslušate v petek spet, ni pa nujno, ne? Za vse. Ni bilo 35, je bilo pa 53. No, ratal, bravo. Adijo. Čau, čau.